Poziv vsem državnim organom. Pozivali smo vse državne organe, da pri kreiranju državne in lokalne politike za invalide in osebe z okvaro sluha sodelujejo z reprezentativno invalidsko organizacijo Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije in njenimi člani, 13 društev gluhih in naglušnih Slovenije. Poleg številnih slovenskih predpisov in evropskih direktiv smo želeli opozoriti na dosledno spoštovanje 3. točke 4. člena Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, ki jo je ratificiral Državni zbor Republike Slovenije. In sicer, da se pri pripravljanju in izvajanju zakonodaje in usmeritev za izvajanje te konvencije in pri drugih postopkih odločanja, ki se nanašajo na invalide, države pogodbenice temeljito posvetujejo z invalidi, tudi invalidnimi otroki, ter jih dejavno vključujejo prek njihovih reprezentativnih invalidskih organizacij. Prejeli smo že prve odzive in s tem podporo pri iskanju ustreznih rešitev za osebe z okvaro sluha. SiMobil prijazen tudi za gluhe in naglušne člane društev. Po več kot mesecu dni smo zaključili pogajanja s podjetjem SiMobil. Poleg Telekoma in Tušmobila je sedaj pristopil s posebnim paketom za gluhe in naglušne tudi SiMobil. S podjetjem T2 in ostalimi internetnimi in TV ponudniki pogajanja tečejo. Tako smo v fazi pogajanja tudi s Telemachom in Telekomom za cenejše pakete televizije in interneta. V kratkem boste prejeli informacije in ponudbe SiMobila, ki jih bomo objavili v vseh medijih Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije. Ker je zveza ponudila roko sodelovanja SiMobilu, smo si izpogajali tudi donacijo. Donacija bo šla v društva in združenje tolmačev. Odločili smo se, da vsem 13 društvom Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in tudi klicnemu centru Združenje tolmačev za slovenski znakovni jezik podarijo tablične računalnike in brezplačni mobilni internet. Naša želja je, da bodo tablice na voljo vsem članom in da jim s tem lahko popestrimo skupinska druženja. Menim, da je to izjemna priložnost, da vsem gluhim in naglušnim približamo telekomunikacijsko tehnologijo in jih povežemo tako z najbližjimi kot s širnim svetom. Okrogla miza Športne zveze gluhih Slovenije glede statusa športnika invalida. V zadnjem času je bilo veliko dezinformacij okoli delovanja Športne zveze gluhih Slovenije in ureditve statusa vrhunskega oziroma kategoriziranega športnika pri gluhih športnikih, ki so dosegli zavidljive rezultate na mednarodnem nivoju. Pojavile so se tudi nejasnosti okoli sistemskega financiranja športa gluhih in športa invalidov nasploh. V želji, da se dezinformacije in nejasnosti okoli športa gluhih in tudi športa invalidov v Sloveniji odpravijo, so sklicali okroglo mizo, kjer je bil prisoten tudi predsednik Zveze za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite, Damjan Lazar. Na okroglo mizo smo povabili vse vodje športnih sekcij, športnice in športnike iz društev ter tudi reprezentante. Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvah vozila že prinaša prve rezultate. Kljub začetnim težavam, predvsem na upravnih enotah, gluhi in naglušni že unovčujejo prve vrednotnice za tehnične pripomočke. Zagotovo zveza s pravilnikom v celoti ni zadovoljna, saj je v primerjavi s prvim predlogom, ki ga je pripravila leta 2011, močno okrnjen. Prihajajo pa tudi že prvi predlogi sprememb. Zveza te predloge zbira in jih bo v kratkem posredovala na ministrstvo v želji, da se pravilnik dopolni in spremeni.
Dobavitelji tehničnih pripomočkov pripravljajo posebne ponudbe za gluhe in naglušne. Podjetje Ani, ki že vrsto let sodeluje z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije, je pripravilo posebno ponudbo za gluhe in naglušne z različnimi mobilnimi telefoni in prenosnimi računalniki. V interesu nam je kontaktirati še druge ponudnike, z namenom, da še bolj znižajo ceno za naše uporabnike, ki so že tako v finančno šibkejšem položaju, kot je povprečje v Sloveniji. iHelp. Srčni zastoj je eden najpogostejših vzrokov nesreč in smrti, zato smo v sodelovanju s podjetjem iHelp pripravili dodatne informacije glede možnosti cenejšega koriščenja določenih storitev. Storitev omogoča, da s klikom na mobilni telefon pokličemo najbližjo možno pomoč in s tem skrajšamo čas reševanja. V načrtu je tudi, da se omenjena storitev poveže s klicnim centrom Združenja tolmačev, kar bo olajšalo pomoč tudi gluhim in naglušnim. Brezplačna mobilna aplikacija AMZS-ja za gluhe in naglušne. Brezplačna mobilna aplikacija AMZS-ja, ki olajša iskanje pomoči na cesti v primeru okvare vozila ali nesreče, je namenjena vsem gluhim in naglušnim, ki so hkrati tudi člani AMZS-ja. Aplikacija je prijazna za uporabo in omogoča, da takrat, ko je najbolj napeto, na pregleden in hiter način pokličemo AMZS na pomoč. Poročilo o delu Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji v Državnem svetu. Sodelovali smo na seji Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide pri obravnavi poročila o delu Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji za leto 2013. Nova spletna stran RTV Slovenija dostopno.si. RTV Slovenija je ustvarila nov spletni portal dostopno.si, ki na enem mestu združuje video vsebine in novice, namenjene predvsem 170 tisočim prebivalcem Slovenije, ki živijo z različnimi oblikami invalidnosti. Vsebine so tehnično prilagojene senzornim invalidom. Na spletnem portalu je svoje mesto dobila tudi oddaja Prisluhnimo tišini, ki že od leta 1979 nastaja v koprodukciji RTV Slovenije in Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in je sploh prva oddaja v slovenskem, takrat še jugoslovanskem medijskem prostoru, namenjena invalidom sluha. Na portalu dostopno.si so zbrane vse oddaje nacionalne televizije s podnapisi, znakovnim jezikom in zvočnim opisom. Vodstvo javnega zavoda RTV Slovenija v prihodnjem letu načrtuje povečanje števila oddaj prilagojenih senzornim invalidom in tudi več invalidskih vsebin v obstoječih oddajah. Delavnica znakovnega jezika. Albanska zveza gluhih in Zveza gluhih na Kosovem sta pod vodstvom Finske zveze gluhih organizirali delavnico o znakovnem jeziku, ki se je udeležila članica skupine za razvoj slovenskega znakovnega jezika Nina Orešnik. Podani so bili primeri dobre prakse in smernice za razvoj znakovnega jezika. Požarna varnost gluhih in naglušnih. Posveti Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Na številnih posvetih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, kjer predstavljajo problematiko požarne varnosti gluhih in naglušnih, je zelo aktiven naš strokovni sodelavec Anton Petrič, ki strokovno javnost usposablja in informira o problematiki požarne varnosti gluhih in naglušnih. V sodelovanju z Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije je omenjena uprava izdala tudi posebno zloženko.
Posvet Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Udeležili smo se dvodnevnega posveta Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije o delovanju invalidskih organizacij in izzivih, s katerimi se le-te soočajo. Med drugim smo govorili tudi o prihodnosti financiranja naših organizacij, ki so čedalje bolj odvisne od sredstev iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Republiki Sloveniji. Največji poudarek v jesenskem času pa je bila organizacija številnih aktivnosti ob dnevu slovenskega znakovnega jezika, o čemer bo govora v posebnem prispevku. December je čas številnih praznikov, ki ogreje srca ljudi in prinese čas miru, potrpežljivosti in medsebojnega razumevanja. Naj ta božični duh čim dlje živi in se kaže v življenjih slehernega posameznika.